Pozdravljeni! Po vikendu posvečenemu veliki nagradi Združenih držav je prišel na vrsto še zadnji prispevek v seriji Komentar dirke. Na začetku moram priznati, da sem od same dirke pričakoval več. Več dogajanja, več akcije, več borbe. Po mnenju mnogih navdušencev je število postankov v boksih nekako premosorazmerno z razburljivostjo, napetostjo, dogajanjem. A videli smo tu v Austinu, da je imel vsak voznik najmanj 2 postanka. Kar bi pomenilo po današnjih standardih super razburljivo dirko, ampak vsi smo bili prilepljeni pred zaslone in smo čakali, da se bo kaj zgodilo. Na koncu smo ugotovili, da se pravzaprav ni zgodilo dosti. In to je zopet dokaz, da neke logike, ki jih servirajo določeni poznavalci, določeni viri, ponavadi v realnosti se ne izkažejo za pravilne. A videli smo zanimivo borbo med Maxom Verstappenom in Lewisom Hamiltonom, ker je bil Lewis Hamilton bistveno boljši v prvi fazi dirke. Takoj na štartu je prevzel pobudo ter vodstvo, ter držal Maxa tam na slabi sekundi zaostanka. Težave so se začele, ko so prvič šli vozniki v bokse. Kot običajno so pri tovarniški ekipi Mercedes malček zaspali. A zaspali so prav dovolj, da so dali Maxu Verstappenu veliko prednost. Res, tisti, ki je zadaj, ima določeno prednost pri vhodu v bokse, ko se gre za tako imenovani undercut. Namreč, ko oni spredaj že zapelje mimo vhoda, lahko oni zadaj izbere, ali iti na postanek ali ne. Ampak, kot sem povedal, razlika med Maxom in Lewisom je bila manj kot sekunda in sosedje pri tovarniški ekipi Mercedes so oni od Red Bulla. Torej, mislim, da so zapazili, kaj se dogaja tam zraven njih. A naredili so prvo kardinalno napako, po mojem osebnem mnenju. Čakali so tista 2 kritična kroga, da je lahko Max Verstappen izkoristil razliko v pnevmatiki. Potem smo videli drugo, recimo temu čudno odločitev. V srednjem delu dirke je Lewis Hamilton dobesedno trpel za Maxom Verstappenom. Ni imel dovolj sile, da bi ga ulovil, in kar smo videli kasneje, je tudi to razložilo. Tudi drugi postanek je bil bistveno kasneje od tistega, ki smo ga videli pri Maxu. In takrat smo lahko vsi mi pričakovali neko spremembo, nekaj drugega, nekako strategijo, ki bi lahko pomagala Lewisu Hamiltonu v boju z Maxom. A videli smo prav tak izbor pnevmatik in radijske komunikacije, ki so obljubljale boj tam nekje med 5 in 3 krogi pred zaključkom dirke. Tega se ni zgodilo nič. In meni je bilo malce vse skupaj čudno. Namreč, kolikor si na drugem mestu in si napravil določene napake, ter ukolikor je tretji toliko odzadaj, da te ne ogroža, se splača poizkusiti drugačno strategijo, kot jo ima tvoj nasprotnik. Konec koncev, kaj imaš pa za izgubiti? Ali si drugi z zaostankom 1 sekunde ali 20, dobiš pravzaprav enako število točk. S tem, ko so pri Mercedesu sledili izboru Red Bulla, so pokazali pravzaprav, kako nefleksibilni so. Konec koncev videli smo skozi celoten vikend, da je bil
Red Bull najmanj enakovreden, če ne za dlako hitrejši od Mercedesa, ampak v letošnji sezoni tista dlaka, tista desetinka pomeni ogromno. In tokrat lahko postavijo Lewisa Hamiltona v podobno situacijo, kot se je znašel že leta 2016. Namreč, ukolikor bo Max Verstappen vozil s takim ritmom naprej, bo Lewis Hamilton v zadnjih dirkah prisiljen serijsko zmagovati, medtem ko bo Max Verstappen lahko bil udobno drugi, prav tako postal svetovni prvak. Mi, navdušenci, si želimo boja do zadnje dirke in nočemo gledati situacije, ko bo nekdo se dobesedno zadovoljil z drugim mestom, ker je to dovolj. Podobno kot smo lahko gledali Nika Rosberga v sezoni 2016. 12 točk med Lewisom Hamiltonom in Maxom Verstappenom ni malo. Seveda, boji še niso zaključeni, ampak na progi, ki je bila nekako bolj na strani Mercedesa, si takega rezultata, po mojem mnenju, ne bi smeli privoščiti. Proga je bila vse prej kot v idealnem stanju. Če se spomnite našega uvodnega prispevka, sem omenil, da asfaltna podlaga je vse prej kot idealna. To smo videli pri Pierru Gasliju. Poškodovano je imel podvozje, obese in sumim, da so bile tu krive vibracije, ki so iz samega asfalta prišle do šasije. Sergio Perez je tokrat opravil svoje delo in lahko bi rekel čisto solidno, brez presežkov, ampak prinesel je domov tiste točke, katere od njega pričakuje ekipa. Žal v boju za naslov ni pomagal svojemu moštvenemu kolegu, ni bil pred Lewisom Hamiltonom, ampak nalogo je opravil bistveno bolje kot Valtteri Bottas. Valtteri Bottas je imel tistih 5 kazenskih mest, ampak vseeno mislim, da smo vsi mi od njega pričakovali več. Pri ostalih bi rad poudaril, da niti pri Ferrariju, niti pri McLarenu nismo videli nič presenetljivega. A tu bi vas rad spomnil na neko podrobnost. Vsi govorijo o tem navdušujočem 3. mestu, za katerega se borijo tako pri McLarenu kot pri Ferrariju. Mislim, da ne Ferrariju in še manj McLarenu ne pomeni 3. mesto med konstruktorji pravzaprav nič. Lahko bomo videli proti koncu sezone, da se ga bodo dobesedno otepali. Zakaj? V veljavi je pravilo, da više kot si na konstruktorski lestvici, manj ur lahko preživiš v vetrovniku oziroma v CFD simulacijah. Torej, kar se tiče razvoja, je slabo biti 3., če imaš možnost biti 4. In potem pride nekdo, ki je izjemno podkovan v Formuli 1. Seveda, če si 3., dobiš več denarja, kar je izjemno pomembno, ko je proračun omejen navzgor in ekipe, kot so McLaren ali Ferrari, se morajo otepati denarja. Seveda, gre za moj osebni razmislek. In na koncu imam še pohvale za voznika, ki ni bil mnogokrat v prvem pralu. Yuki Tsunoda. Prišel je do 9. mesta, kar je fantastičen rezultat zanj. Že od začetka sezone se govori, kako je talentiran, kako je hiter in res napravil je nekaj začetniških napak, ampak domov prinaša tudi rezultate. A sedaj pridemo do tiste malce boleče točke. Strategije. Najprej pogledamo, kaj je napovedal Pirelli. In tu v teh napovedih vidimo tukaj pisane variante. Nekatere so izjemno podobne tistim, ki sem jih napovedal tudi sam. Težava je v tem, da tisto, kar smo videli na progi, še zdaleč ni bilo podobno tistemu, kar sem izračunal jaz.
najbolj me je presenetilo to, da soft pneumatika, tista z rdečo obrobo, je na progi zdržala pravzaprav toliko kot medium pneumatika. Menjava je bila tam okrog 10. kroga malce čez, pri obeh variantah. In na to seveda, ker je bil prvi del tako kratek, 2 dela na hard pneumatiki. Tudi Pirelli je pravil, da je varianta z 2 deloma na medium pneumatiki in 1 delom na hard pneumatiki prav tako hitra kot tista strategija, ki smo jo videli na progi pri zmagovalcih. A v resnici smo videli, da nihče izmed vodilnih ni izbral te poti. Ne bom se vlekel ven, sam sem dal to opcijo samo v tistem primeru, kolikor voznik ne bi imel dovolj medium pneumatik na razpolago. In to pomeni, da sem tokrat zgrešil moje napovedi. Kolikor bi se moral oceniti, bi si dal za vzpodbudo 1 do 2. A gre za vajo in vsi mi se učimo. Upam, da naslednja dirka, velika nagrada Mehike, bo ponudila malce več boja, malce več kontakta platišča ob platišču. In ne, nisem pozabil na Fernanda Alonsa, ki nam je ponudil kar nekaj bojev tam v ozadju. A od nekoga z njegovimi izkušnjami in z njegovim renovejem bi pričakoval manj otročjega obnašanja. Vsi se zgražajo nad Nikitom Mazepinom, ampak tisti revanšizem Fernanda Alonsa mi je bil pod vsako kritiko. Če lahko on, bom pa sedaj tudi jaz. In to je nekaj, kar po mojem osebnem mnenju ne spada v Formulo 1. Čeprav so mnogim všeč poteze Fernanda, menim, da Formula 1 se tretira kot vrhunec motošporta. In na vrhunski kategoriji motošporta prostora za razvajanje otročaje ni. Ne glede, ali se piše Mazepin, kot nekateri trdijo, ali pa Alonso. Za danes, za ta komentar je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.